Zdaj bom očitno govorila 1,5 ure. Torej, vsi se udobno namestite in si priskrbite kozarec vode. Vesela sem, da sem tukaj z vsemi vami. Vem, da nisem ravno tista, ki ste jo prišli poslušati, ampak smo se zbrali v napetem, a ključnem trenutku za zavezništvo med ZDA in Izraelom, ki nam je vsem pri srcu. Zato sem tako hvaležna Joshu in Ameli, Aleksu, Richardu, Jonatanu in celotni družini novičarskega sindikata Now Jerusalem, ker so nas ta teden zbrali v čudovitem Jeruzalemu. V lanskem programu so me postavili pred Marka Levina in mislila sem, da je to težko, a danes so dvignili letvico tudi s spremembo urnika. To je zastrašujoče. In čeprav priznavam, da so bili zadnji dnevi za vse nas milo rečeno zahtevni, je tudi veliko dobrih in pozitivnih stvari v zvezi z drugim mandatom predsednika Trumpa, za katere smo lahko in moramo biti hvaležni. In to je moja tema nocoj. Najprej in predvsem, administracija predsednika Trumpa ni tista alternativa, s katero smo se soočali novembra 2024. Mislim, da je to vse, kar moram povedati o tem. Potem je tu še dejstvo, da je bila moja najboljša pot do Izraela včeraj prek Abu Dabija z Etihadom, in to ne le zato, ker je to ena najboljših letalskih družb na svetu, ampak tudi priznam, da sem v trenutnem novičarskem ciklu potrebovala počitek. A zelo dobro se spomnim novembra 2019, ko sem potovala iz Izraela v Bahrajn na pogovore v Manami, sem morala iti prek Tbilisija v Gruziji in pot je trajala skoraj 24 ur, pa še ni bila z Etihadom. S seboj sem imela tisto, kar bi postalo prvi osnutek Abrahamovih sporazumov, da ga delim s Savdskimi, Emirati in bahrajnskimi kolegi, kar sem takrat tudi priročno razkrila za Axios, da sem to lahko navedla kot opombo v svoji nedavni knjigi. In eden mojih najmočnejših argumentov s temi kolegi za sporazume je bil, da potrebujemo dogovore o normalizaciji. Sicer bo moje zdravje zaradi potovalnih izzivov na Bližnjem vzhodu popustilo. Ko se zdaj približujemo 6. obletnici Abrahamovih sporazumov septembra, z veseljem to napovedujem. V poročilu za proračunsko leto 2025, ki ga je v petek objavil Heritage, odnosi med Izraelom in drugimi državami, ki so podpisale sporazume, vključno z Združenimi državami Amerike, se krepijo tako na področju trgovine kot varnostnega sodelovanja. Dubaj je zdaj takoj za New Yorkom na drugem mestu med destinacijami za potnike, ki zapuščajo Izrael. Izrael je pred kratkim podpisal zgodovinski sporazum o varnostnem sodelovanju z Marokom. Vse to se dogaja v času vojne po 7. oktobru, ko so številni dvomljivci samozavestno napovedovali, da bodo sporazumi propadli. No, tukaj sem, da vam povem, da niso propadli, uspevajo in se bodo širili. Kot sva nedavno zapisali z mojo kolegico Asher Fredman, bo do te širitve prišlo zaradi lastnih interesov drugih držav, ki vidijo izjemne koristi partnerstva z Združenimi državami Amerike in Izraelom. Videli smo ogromen uspeh našega skupnega vojaškega sodelovanja, tako v operaciji Polnočno kladivo lani, na kateri smo gradili, v letošnji operaciji Epski bes. Še posebej ganljivo je bilo prebrati, da je Izrael namestil železno kupolo v Abu Dabi, ki so jo upravljali vojaki IDF, da bi branili ZAE pred iranskimi raketami. Za vse nas, ki smo v zadnjih letih delali na odnosih med ZDA in Izraelom, tako v vladi kot zunaj nje, je bilo opazovanje teh izjemno uspešnih skupnih operacij, ki zavezništvo naredijo večje od vsote njegovih delov, zelo razveseljivo. Upali smo, da bo tako. Mislile smo, da bo tako, zdaj pa vemo zagotovo, da je to, kar je Amerika zgradila z Izraelom v zadnjih 40 letih, dobesedno izjemen uspeh. Učinki te moči so bili opaženi ne le v Teheranu, ampak tudi v Moskvi in Pekingu, da o Havani sploh ne govorimo. Lani sva s svojo kolegico Robom Greenwayem objavili poročilo, ki temelji na najinem delu v prvem Trumpovem mandatu o širši strategiji ZDA in Izraela, prvi, ki jo je Amerika sploh imela. Predsednik Trump jo je podpisal decembra 2020, vendar so jo naši nasledniki, kar je bilo pričakovano, vrgli v smeti.
Ko sva se z Robom leta 2023 skupaj znašla v Heritage, sva se odločili, da projekt oživiva z namenom začrtati to povsem novo obdobje. To je naslov letošnje konference JNS. V pričakovanju 100. obletnice ustanovitve moderne države Izrael, ki bo seveda leta 2048, veselim se, da bom lahko z vami tukaj praznovala. V tem dokumentu je kar nekaj dobrih priporočil o kulturnih, gospodarskih, tehničnih in varnostnih odnosih med našima državama, s katerimi bi vas lahko nocoj dolgočasila, pa vas ne bom. Če želite podrobnosti, jih lahko najdete na heritage.org. Sama bi se rada osredotočila na eno posebno priporočilo, ki je ob objavi pritegnilo največ pozornosti. Tako kot v strategiji iz leta 2020 sva z Robom priporočili, da Združene države in Izrael začneta preusmerjati varnostno pomoč, ki jo Amerika nudi Izraelu, iz programa zunanjega vojaškega financiranja FMF na program zunanjih vojaških prodaj FMS v obdobju približno 20 let v korakih po približno $250 milijonov na leto, ki bi jih nato vložili v skupne vojaške programe. Prenosi bi bili prav tako pogojeni z določenimi osnovami za gospodarsko rast Izraela, da bi podprli to, kar bi zdaj predstavljali nakupi. Na naše presenečenje je bilo naše poročilo sprejeto z grozo v krogih washingtonskega establishmenta, kjer je varnost, zapisana v memorandumu o soglasju iz leta 2016 med našima državama, najbližje zagotovljenemu denarju, kar zadeva proračunska sredstva Ministrstva za obrambo, ali zdaj Ministrstva za obrambo in vojno industrijo. Ne glede na to, smo vztrajali pri svojem poročilu, saj smo bili prepričani, da bi močan in neodvisen Izrael lahko bil najboljši prijatelj, kar jih je Amerika kdaj imela. V to verjamemo zdaj, še bolj kot kdajkoli prej. In zadovoljni smo, da je trenutno izraelska vlada sprejela različico te politike. Pravzaprav je tisto, kar je predlagal predsednik vlade Netanjahu, časovno precej hitrejše od tega, kar je zapisano v našem poročilu. A o tem se lahko z njim pogovorite kasneje nocoj. Za konec, ko je moj veliki prijatelj Sid Rosenberg, imam skupni dogovor s Sidom in Mario Bartiromo v jutranjih oddajah, me je prejšnji teden v svoji radijski oddaji vprašal, zakaj imam rad Izrael. Rekla sem, da je to zato, ker od vseh držav na svetu, ki sem jih obiskala, me Izrael najbolj spominja na Ameriko. Pred 10 leti. Hvala. Ne zdi se, kot da je bilo pred 10 leti, ampak pred 10 leti sem napisala knjigo z naslovom Davidova frača, zgodovina demokracije v 10 umetniških delih. In kasneje lahko odgovorim na vprašanje, kako to, da tukaj pred vami danes stoji umetnostna zgodovinarka. Za vse je kriv Donald Rumsfeld. Ta zgodba traja nekaj časa, če bomo potrebovali več vsebine. Davidova frača, zgodovina demokracije v 10 umetniških delih, govori o tem, kako so se svobodni sistemi vladanja na nenavaden način spreminjali v države, ki v resnici niso imele svobode. Gre za preobrat iz držav, ki sploh ne bi smele obstajati, v države, ki so cvetele nad vsemi pričakovanji. In ponosno lahko nocoj napovem, da bo založba Encounter Books ob 10. obletnici izida, novembra, izdala drugo mehko vezano izdajo Davidove frače. In naj povem, da nisem vedela, ko sem leta 2012 izbrala naslov, da je Izrael že razvijal raketni obrambni sistem z enakim imenom. Knjiga pripoveduje zgodbe o tem, kako je bila Atene skala, Rim močvirje, Benetke pa laguna. Združene države Amerike pa so bile po mnenju svojih prvih pionirskih prebivalcev divja, neukročena divjina, daleč od civilizacije. A vendar je vsako od teh mest postalo nesorazmerno močno. Mi smo na primer vztrajali, premagali največje svetovno cesarstvo in nato ustanovili največje svetovno gospodarstvo ter najmočnejšo vojsko. Izrael je skozi svojo zgodovino imel podobno in izjemno pot uspeha, vztrajnosti in podjetništva, kar mi daje skorajda instinktiven občutek sorodnosti z judovsko državo. Težki nedavni dnevi ne bodo omajali temeljev ameriške in izraelske poti naprej v obojestransko korist. In v sebi vem, da najboljše šele prihaja. Najlepša hvala.